zadnjih 200 let kapitalizma si najlažje plastično predstavljati takole. Kapitalizem se rodi konec 18. stoletja in potem imamo dolgo 19. stoletje, ko imamo 16-urne delovnike, otroško delo, brutalno izkoriščanje, življenjsko dobo 30-35 let v kapitalističnih državah in tako naprej. Skratka, imamo nek kapitalistični pekel 100 let na zemlji in ta pekel je rodil predvsem v drugi polovici stoletja močno delovsko gibanje, ki se je zavzemalo za to, da se ta pekel konča, da se vzpostavi dejansko pravična, demokratična, enaka, solidarna družba, to je socialistična. In liberalni pekel skozi 19. stoletje je pripeljal do 2 svetovnih vojn. V prvi svetovni vojni je rodil Sovjetsko zvezo z socialistično revolucijo tam, v drugi svetovni vojni je tvegal v bistvu tudi neko svetovno socialistično revolucijo, ki ni uspela, ampak kljub temu. Po drugi svetovni vojni vidimo obrat zgodovine v radikalno drugačno smer. Če smo do druge svetovne vojne imeli to grdi kapitalizem z izkoriščanjem in tako naprej, je zdaj kapitalizem imel blok držav, socialističnih držav, oziroma nominalno socialističnih, ki so grozile z izvozom svoje revolucije. In zato so kapitalisti tudi na Zahodu, tudi v Ameriki pristali na kompromis, so rekli, ok, bomo dali delavcem pravice, bomo skrajšali delovnike, bomo odpravili nekoliko neenakost, bomo jim dali neke koncesije, zato da bodo neke priboljške, zato da zadušimo, mislim, da pomirimo strasti in da delavstvo ne bo zahtevalo revolucije. Tako je bila rojena socialna država, tako je bil rojen srednji razred, tako so bili v bistvu rojeni standardi, ki jih danes kot srednji razred, oziroma smo jih vsaj do nedavnega uživali. In v bistvu, če zdaj pogledamo to zgodovino po drugi svetovni vojni, jo lahko na kratko razdelimo na 2 dela. Imamo zgodovino reguliranih trgov dela, zgodovino socialne države, zgodovino srednjega razreda, ki traja nekje od druge svetovne vojne do leta 90, torej toliko, kolikor je trajal poskus realnega socializma. Takoj, ko te socialistične grožnje ni več, pa gredo kapitalisti v protinapad. Takrat pa ni več nekega strahu pred socialistično grožnjo, ki je prej obstajal, in v Britaniji in v Ameriki se zgodita najprej Ronald in Thatcherjeva, v tretjem svetu imamo vojaške diktature, ki razgrajujejo socialne države in uničujejo sindikate in nižajo stroške delovne sile in odpravljajo pravice in zopet uvajajo otroško delo in tako naprej. V Evropi, kjer so bile pa te socialne države, sindikati, delavska gibanja, delavske stranke najmočnejše, pa tega ni bilo zmožno kar tako zlahka narediti. Socialistične prakse so se diskreditirale s tem, ki je padel njihov projekt in kar so oni zdaj naredili, je, da so poskušali, da so liberalci poskušali ujeti zgodovinski moment in ljudi pretentati, da bodo zdaj se v bistvu te socialistične države pridružile nekim razvitejšim evropskim standardom. In ko so se začele pridruževati, je bilo polno te retorike, polno zmagoslavja, polno nekega zgodovinskega vrenja, kako zdaj končno vsi postajamo razviti Zahod, ampak kar se je skrivalo za tem pa je, da so izkoristili evropske integracije za to, da so v vse države, ne samo periferne, ampak tudi tam, kjer so prej obstajale socialne države, torej v Nemčijo, v Francijo, v Italijo, tudi v Švedsko, uvedeli radikalne liberalne režime. Tudi tam danes gledamo privatizacije, tudi tam danes gledamo razkrajanje javnega sektorja, tudi tam danes gledamo opuščanje delovskih pravic. Skratka, ustvarjali so skupnost držav, ki so jih prisilili v medsebojni konkurenčni boj, zato da zdaj v bistvu znotraj Evropske unije, ki je edina skupnost držav na svetu, ki med seboj ne sodeluje, ampak tekmuje, in v tem tekmovanju te države ena drugi zbijajo stroške dela in ena drugi v bistvu uničujejo že dosežene. To pomeni, da se v bistvu vračamo na začetek tvoje zgodbe iz 19. stoletja, kar pomeni, da gremo v tisti liberalni kapitalizem, ki je izrazito brutalen, ne pa to, kar je bila nekoč tradicija socialne države, ki smo jo uvedli oziroma ki jo je Evropa poznala po drugi svetovni vojni. Kristina, se ti zdi, da se ljudje tega zavedajo? Da v resnici to, kar je govoril Boštjan, ljudje najprej vidijo Evropsko unijo na en tak euforičen način, kot naprimer zdaj Ukrajinci, konec koncev, a se zavedajo tega, kar je pa zdaj povedal
Luka, da v bistvu gre tukaj za zelo radikalne manipulacije s pravicami, ki so bile nekoč pridobljene. Jaz mislim, da se vse bolj zavedajo tega. Bi pa jaz tukaj mogoče dodala to, da Evropska unija, ne glede na vse, je bila pozitiven motor. Je bila nekaj, kar je potegnil, konec koncev tudi nas. Jaz se spomnim, da da je bila euforija, da sem jaz bila pozitivno razpoložena, da so ljudje verjeli in smo verjeli, da vstopamo v nekaj dobrega. No, pa mislim, da vi še vedno vsi verjamete, ne? Samo na drugačen način. Ja, ampak tako, se mi zdi, da nič ni narobe s tem prepričanjem. Jaz mislim, da je to treba reči. Zdaj, ne vem, tudi če se človek pogovarja s Francozi, ja, mogoče so oni začeli že prej preopraševati mehanizme, pa tako. Zdaj, pravzaprav, ampak mislim, da je zelo dolg časa, ne. Evropa pomenila obljubo nekega razvoja, boljšega življenja. Jaz tem, osebno se mi je zdelo dobro, da gremo v Evropsko unijo, ker saj ne bodo preveč kršili ustave in osnovnih človekovih pravic. Jaz sem čist na tem imela občutek, ne vem, politiki se ne bodo mogli prvoščati to, kar so si prvoščali na začetku 90-ih let z izbrisom, recimo. Zdaj, koliko je bilo to naivno, oziroma kaj se je zgodilo? Ja, zgodilo se je marsikaj. Mislim, da nismo bili pozorni enostavno, ker se Bruselj nekako se zdi zelo oddaljen. In mogoče tudi ta kritična analiza zdaj prihaja. Ne bi pa jaz tukaj kakorkoli imela občutka krivde, da smo prepočasno to dojeli. Drugače pa jaz mislim, da zavedanje je vse bolj jasno in v Sloveniji konec koncev in v Nemčiji in v Grčiji. Hkrati je pa to tudi res, da obljuba, ki ima še vedno Evropska unija, tega svobodnega prehajanja meja, možnosti nekako ustvarjanja boljšega življenja. Jaz mislim, da evidentno še vedno obstaja. Ja, ampak nič ni narobe in tudi jaz mislim, da Ukrajince je treba zelo resno in prisluhati. Oni tukaj vidijo nekaj, kar smo mi videli. In jaz mislim, da tistega ne smemo dovolj, da nam tisto vzamejo, da nam vzamejo to vizijo, kaj je to lahko, oziroma kaj smo si mi predstavljali. Konec koncev ideja je bila, da se v bistvu nižje plače dvignejo boljši, da se življenjski standardi dvignejo. Ni bila ideja socialnega dumpinga, ja, to smo dobili, ampak tako da jaz mislim, da zdaj v tem momentu z zelo jasnim zavedanjem, da nam povzijo stvari, da nimamo stvari v rokah, je vprašanje, kaj narediti in kako povrniti nekako to idejo Evrope. In se bolj bojim tega, da ne bomo znali v bistvu čisto formulirati jasne strategije ali pa možnosti, ki so, zato da iz tega naredimo nekaj pozitivnega, po tej negativni recimo izkušnji s krizo, oziroma ki še vedno traja, in da pride recimo, ne vem, do porasta potem bolj fašistoidnih oblik ali kot neke rešitve, ki to mine. Ja, oziroma potem se zelo hitro pride v bistvu do zapiranja mej, kazanja s prstom, ali na migrante, ali na kogarkoli drugega. Zelo hitro smo prešli z spopada civilizacij, zdaj v, ne vem kaj, spopad med dolžniki in